Vstaneš zjutraj, prideš v službo, sprejmeš stranke, potalaš del mehanikama, in one dva poje nadaljujeta nalogo, ti vmes naročaš material, se pogovarjaš s strankam, oddajaš avtomobile, ki so že popravljeni, skrbiš, da je orodje recimo na razpolago, če je kaj polomljenega, da se na novo naroči. Če rabita mehanika pomoč, pomagam tudi pošravfati, tako da, kar sem prej vse sam delal, zdaj pa nas je več, pa lahko skupaj to delamo. Za poklic mehanika sem se odločil že, ko sem bil star 11 let. Takrat sem prvič tudi izdelal samostojen kolo. Dele sem nabral skupaj iz različnih odpadov pa to in takrat me je poje zagrabil, ki je kolo res ratal, dober, malo poseben, da sem postal fan tega poklica. Ta kolo, ki sem ga sam izdelal, je malo poseben, spredaj ima manjši kolo, zadaj ima večji, posebne blatnike ima, pa barva je bila takrat ponavadi enobarvni, niso bili kolesi, da je bil pa ves pisan. Jaz vidim v tem poklicu samo dobre strani, zato sem tudi že več poklicov v življenju upravljal, ker nisem po izobrazbi samo avtomehanik, ampak tudi na koncu sem prišel do strojnega inženirja in sem delal tudi v tovarni kot montažen tehnolog. Imel sem pa skozi željo, da bi bil avtomehanik, tako ko sem začel šolanje. In v bistvu pri 29 letih sem se odločil, da bom to pot nadaljeval do upokojitve. Tako da nimam želje drugega poklica sploh več upravljati. Poleg te formalne izobrazbe se vsak mehanik mora izobraževati tudi kontinuirno, zato so napredek avtomobilov je tak, da zahteva nenehno izobraževanje. In tega organizirajo proizvajalci rezervnih delov. Ima pa vsak mehanik tudi različne indekse, recimo za Toyoto zgleda tak, tle not se vpisujejo izobraževanja, ki se jih da skozi. In če greš na recimo povlaščen servis s tem indeksem, oni že vidijo, recimo, kjer je izobraževanja dal skozi in si zdaj že zaposljiv. Moraš biti močen, da kakšen recimo menjalnik vdigneš pa daš gor dol z avtomobila. Včasih treba malo ga zrukati. V sodobni mehankariji obstajajo naprave pa pomagala, recimo, da tudi za samega operaterja so čim bolj take, da se namatra s svojo surovo močjo. Čas med delom pa zasebnim življenjem je tako, med tednom je ponavadi kar bolj služba, pa tako razen doma imam v hiši en fitness, in tam zjutraj malo potelovadim. Drugače med vikendi pa ponavadi hribi pa šport, rekreacija.